Danes je čas za obisk Komoda nacionalnega parka, tako da greva zdaj danes 25 milj. Mislim, da tole pred nama je že otok Medvageva na jug. Tam je neki plaž, sidrišč, kjer naj bi bili tudi komodoški varani, zaradi koga gremo tudi tja. Pa šla jutri pa še verjetno na Pink Beach, pa tisto razgledno točko, ko so 3 najlepše plaže. Upam, da nam uspe plačati samo en dan, glede na to, da je skoraj $500,000 rupijev. Tako da danes plujemo, vedela kako bo. Karte tukaj so malo boljše, nautične od Navionixa, tako da upam, da res držijo, da bo lažje plut. Če pa lep dan, malo pihla, sicer jadrava zdaj ne, ker bi rada čim prej tja prišla. Tle bi mogla veliko cikcakati, plitvine so, tako da greva na motor teh 20 milj. In tako jutri naprej, ko bo veter, bova pa jadrala. Plujemo od Rinca v toku, tukaj bomo danes prespali, ob tem otoku smo čisto na jugu. Zdaj plujemo dol, full kontra piha, greva tle čez te kanale, ampak se skoraj 7 vozlov peljeva na 1500 obratov. Se pravi, da je tok dol, tamle so full valovi, ne vem kaj to pomeni tamle, upam, da bo šlo čez normalno. Še kar vijuga, avtopilot dela, še zmeraj je toka. Zdaj gremo 8 vozlov, v prehodu tam malo nazaj smo imela, smo šla čez 10 vozlov po GPS-u, imamo minimalno število obratov, tako da sreča malo, da gre tok dol. Kar letiva. 10 vozlov ne gre veliko, da ta letimi. Evo, tako se vidi, kako vijuga jadrnica, zakaj so ful vrtinci in naj obrača. Verjetno tamle naprej, ko pridemo, se bo malo razširil, bo manj toka. Drugače me pa tale pokrajina čist na Hrvaško spominja, čist podobni otoki so, podobno poraščeni. Tako da se kar domače počutim. Toka je še vedno, evo, gevo, po GPS-u, 8.6. Letiva. Danes bomo hitro na cilju očitno. Ne vem, kdaj se bo tole umirilo. Malo me strah samo to, ker so natančne karte, pa lahko hitro kakšna plitvina pride, pa s tole hitrosti, ki letimo, nikoli ne veš, kaj zadaneš.
Mi sva zasidrala, pod nama je samo 3,7 metra globine, ampak zdaj mislim, da naj nižje oseka, tako da bo šla voda za 2 metra gor, tako da bo v redu. Sem šel preveriti z masko. Smo pa tlele sidrala ob temule otoku. Zdaj bomo dala dingije not, pa greva na obalo. Bomo šli skozi po tej plaži do konca, kako dalje se da. Upam, da kakšnega varana, ki je vidimo, kakšno opico, divje prašiče, tako da to naj bi bilo tle zdaj, če je res, ne vem. Upava, zaradi tega sva prišla, da bomo to videla. Jaz sem šla na otok, že v vodi je plastike, vrečke, vsega. Zdaj sem pustil sidru, spred smo tako navezala, tako da je na obali, polno smeti. Dobrodošli v nacionalni park. V glavno tle vidim stopinje, tole so od prašiča, tako da pujsi so tle. Zdaj moram najti pa še opice pa tisto, te glavno, varana. Če ne mu bo pa eno mrhovino nastavila. Paziti mora, samo da naj ne bi kje ugriznil. Brala sva, da ima toliko bakterij pa vsega, da če te ugrizne, en teden nekje še živiš, pa je pa konc. Neverjetno koliko smeti je, ne. Glede na to, da ful kasirajo ta nacionalni park, skoraj 500 milijona, danes še več ki nedelja. Se pravi, več kot 500 milijona ropijo, lahko bi saj imeli kakšnega, da bi te smeti poberal, če ne drugega, ne, za ta denar. Pa še bral sem, da ni nič obdavčen ta denar, tako da to je vse za vzdrževanje parka, samo ne vem kaj. Jaz so pa same dva tukajle, prej bil tam en ribič nekje, več ni pa nobenega. Ne vem, kako ga bova našla. Glavno tale plastika nas bo pokopala. Pa to sploh ni res, koliko je enih smeti, pa to je neverjetno, to je, jaz ne vem. Res sem razočaran na tem, kar vidim. Pa to je smeti, to rabijo, ne vem koliko to vrnako, da bi samo eno za eno plažo. Šele da bi cel otok, pa koliko je otokov, koliko je še tega po vodi. Varana ni pa nikjer videti. Tudi nobenih sledi ne vidim, da bi se kje plazil, da bi kje hodil. Opic ni, razen dve, jaz pa Natalija. Tako ste kdo samo žvižgal to slišali. Dela, to je to. Drugače pa treba res paziti, tudi kje hodiš, da se ne porežeš. Včeraj se Natalija porezala. Nič ne kaže, da bomo imeli kakšne varane videla tukaj v Komodu. Treba je tam v park pa plačati. Drugače naj bi jih živelo nekje približno na teh otokih tukaj 4000. Izsledila sva edino enega divjega prašiča. Evo, tale. Spredaj je. Po mojem, kam šel bližje, bo zbežal, ampak bomo videla. Več pa nič posebenega. Prašič je še najbolj znamo domač. Nič ni videti od zmajev. Razen prej tlele se nekje ful velika, na 4-5 metrska manta, dvakrat bom vrnila, to je vse, sem žal, to je težko posneti. No tole pa bi bile prave sledi. Se pravi, je bil potem po plimi, se pravi, verjetno to danes bil. Se pravi, moramo samo jeti pravo uro, pa ga mogoče ujameva. Nobenega varana ni, sem pa najdel tle eno ful zanimiv drevo, evo ti kakšno korenino ima, kot skamna. Tam naprej tudi eden. Samo ne greva čez, ker je tle živo blato. Tukaj pred mano je
Evo ti jelen, zdaj teče. Malo nazaj sva videla opico, ampak je nisem uspel posneti, ker sem bila prehitro. Šla v gozd nekam. Zdaj v bistvu sva videla prašiča, opico pa jelena. Sem še zmaja, ne. Zdaj sva prišla nazaj do Dingija. Evo, spet smeti na neslu, kot da smo res, ne vem kje, neka mreža ali pa je tole. Polno smeti. Pa kar minete res, da bi tle bil. Daj stakem tam. Mi do danes nadaljujeva, ne greva tako daleč ful. Glede na to nasproten tok, imam še malo jadrusa, ker tu časa malo piha, da nama pomaga. Ker je nasproten tok in naj je zelo zaustavljal. V glavno jutri gremo telo toke, tle, ki jih zdaj kažem. Kakšne sulice letijo mimo naju. Na zmaju, končno smo ga opazila tale sred plaže, evo tega ta pred nama hod. Upam, da nama ne bo ušel v kakšno grmovje. Evo ti ga Timi in Natalija. Komodo je pa tle Verani pa pred mano. Sem tekel, da nama ni ušel. Zdaj pa malo bližje, ampak ne čisto. Je kar hiter. Končno nama je uspelo, evo ti. Danes je dejansko zadnji dan, kak smo tukaj na Komodu. Oziroma jutri bova šla še tam pogledati tiste Pink Beach pa razgledno točko, če se bo dalo. Sem bil že kar malo razočaran, da ne bova videla tega varana. Srečo zdaj nama ga je uspelo, tudi posnel sem ga z dronom, tako da sem vesel. Zaradi tega sva prišla vse opice, prašiči, vse super, ampak varan je tukaj v prvi vrsti, ta glaven, zaradi katerega sva sem prišla. Tako da, to, če ga zdaj več ne vidva, je v redu, čeprav ga vidim pa pred sabo. Tamle hod, Natalija je tamle pod drevesem, ima fotoaparat, verjetno ga slika.
Evo, čisto blizu sva, Natalija še zastavico naj nadale. On samo opazuje, da se je tam ulegel in lepo miruje. Drugače pa smrdi tle, se pravi malo crnkovino za jest. Mislim, da so pa eni trije zdaj, so jih opazila. Je nekaj posebenega, tako velikega kuščarja ne vidiš. Kuščar ni kuščar, no, ampak kot kuščar. Tukaj se lepo vidi, koliko je plime pa vseke. Voda se prav pride do tukaj. Medo so zdaj sidrala v čisti oseki, tako da ne bo težav. Tudi po noč, ko se dvigne, tako da sva varna. Sidrala sva pa na 9 metrih, pa se pa kar hitro dvigne, zato nisem hotel preveč, pa še itek ne veš, kako je. Sem pa zasidral, pa šel proti obali in sem prišel na 5 metrov, tako da je v redu. Ne bova nasedla, tudi če se veter obrne. Natalija bi rada ga posnela še od spredaj. Natalija, tamle, Dragon, tlele. Kakšen dober prizor. Edina stvar, tukaj, ki me pa ful moti, kot da živi na smetišču. Se dejansko ne kot da živi, ampak živi na smetišču. Sva šla tle še na drugo plažo, z Dingijem pogledat. Zaenkrat ne vidim, ko so prihajala, sem videl tle opice po plaži, da so se verjetno sigurno poskrile. Smeti je tudi tukaj dost, ni samo tam, ko so bilo včeraj. Bo probala najdeti eno pot, bo je tukaj zahoditi, malo da iš malo na višji, da je kakšen lep razgled. Danes malo nekoliko več sreče. In skozi videova tele zmaje, komodoške. Se je zaplezal v listi, evo. Je kar navpično gor. Da malo pred srečo danes, oziroma te dni, smo skoraj sama povsod. Ni turistov, jadralcev ni. Včeraj po noči je prišla ena jadrnica, rdeča jadrnica, manjša od najine. Ajsa nimajo. Predvidevam, da z Avstralije. Ampak smo imeli zgodaj zjutraj šla ob 5:30, ni bilo še nobenega zunaj. Tako da to je edina jadrnica, ki smo jo tukaj v Komodu videli. Se tle malo sprehajamo med temi komodoškimi verani. Glavno zelo je vroče, tako da po mojem bomo šli kmalu nazaj na jadrnico, torej preden bo sonce zašlo še enkrat jih pogledati, posnet. Moram kar paziti, ker jih tako težko videti včasih. Hotel sem najdeti kakšno pot, da bi šla na razgledno točko, ampak je ful neke trave, ker navpično je, tako da mislim, da bomo šla kar nazaj na jadrnico. Preveč naporno in pa vroče zdajle. Današnja destinacija najna je tale hrib, tale pred nama. Tukaj je kar nekaj turističnih čovnov, jih kar so dala tukaj gumenjak ven, to so še turiste pripeljali. Tim je tam nazadej na sidru, upam, da je dobro. Voda je tako umazana, motna, no, umazana. Verjetno je toliko hrane, da se tudi ne vidi, ni vidljivosti. Sidrala sva na 10 metrih, upam, da ni bumijo, sem to. Vidi se pa mogoče 2-3 metre globoko, tako da če bo treba iti pod vodo, bo tudi malo smotano, ker nič ne vidiš. Evo, tukaj pred nama že kar srne hodijo, jeleni po plaži. Zanimivo. Kot na otoku Grngur. Ali pa Korčuli, ali pa kje. Evo, jelenčki. Greva že nazaj, nikamer nismo šla. Vse je treba plačati, če hočeš z dronom poleteti, moraš plačati, slikati, plačati. Zgleda, da še dobro, da samo še zastonj dihava.
znajo kasirati, znajo. Zopet gremo v tok, da moram malo več obrata, da se to ne premikalo. Greva sem tlele od zadaj, naj bi bila Pink Beach, oziroma tistele mislim, da že je. Tako da bova že tole miljo še, tudi proti toku. Ti mi malo vijuga, levo, desno, ne zanaša. Pink Beach tam ne zgleda pa čist polna. Še vedno zdaj kak polno turistov tlele. Kaj šele, ko je sezona. Folk je tako močan, da plujejo sem še za 1,7 vozla. Se pravi, skoraj dejansko stojijo. Evo, delfini. GPS hitrost 1,4, 1,3, tukaj je. Bližajo se pa 2000 obratnih, tako da je kar tok je. Mogoče je kar malo nepojemljivo, da so lahko tako močni tokovi tukaj. Se pravi, zdaj je toka tlele skoraj 5 vozlov. Kako daleč je 1 milja, če pluješ z dobro miljo z enim vozlom. Nikakor ne prideva do te bič. Upam, da se da vsaj sidrat. Se odločila, da ne bova sidrala, ker so gumi, ful je toka, v glavno same komplikacije. Greva naprej. Se lepo vidi, ko se vrtinci delajo. V glavno tlele je blizu 5 vozlov toka.